je že druga generacija, ne, mogoče tretja generacija A6, ob kateri se sprašujem, zakaj bi nekdo sploh potreboval večji A8. Potreboval, ne želel, ker mi je jasno, da se neki hud direktor pač zasluži najboljše in največje, kar premore znamka. In si želi A8, da bo potem na zadnjih sedežih vozil ostale pomembne direktorje, ampak v tem primeru naj nujno vzame takšnega podaljšanega, da bo tudi zadaj res pravo razkošje. No pa tudi Kitajci so znani po svojih dolgih nogah, ne? Tudi oni ga potrebujejo. Ali si ga želijo? Ja, to bo. Oblikovno je tole tipičen Audi. Je eleganten, z ostrimi potezami na stopaški in tudi generičen, ker so takšni pač vsi modeli v njihovi ponudbi. Na 50 metrov boste težko razločili, če je tole A6 ali A4 ali celo A8. No in ta je še v tej dolgočasni direktorski barvi, da ga boste ja še prej spregledali, mi je bil tale, ki ga je vozil Matej bolj všeč. No, se vam bodo pa že ob tem cedile sline, to celo sam pravi. Ni veliko tekmecev, ki bi nad notranjostjo takšnega A6 lahko vihali nosove, ker je spet vse skupaj naravnost perfektno. Izdelava je brezhibna, te haptične zaslone poznamo že iz A7 in Q8 in so super. Še vedno imam sicer raje klasične gumbe, ampak potem notranjost ne more izgledati tako futuristično. Ločljivost je odlična, predvsem pa dajo z mini tresljajem povratno informacijo uporabniku, da je dejansko nekaj pritisnil. Tudi materiali so seveda vrhunski, tale aluminij je res fajn, seveda pa je A6 v razredu, kjer je od debeline denarnice odvisno marsikaj. In notranjost je lahko še bistveno bolj zabavna kot tale. Si predstavljam, da si tipičen lastnik tega avta v prvi vrsti želi udobje in umirjenost, športnost je tam nekje na 6. tiru. In zato je A6 pač zelo udoben. Za začetek sedeži, ki so res odlični, celo tamle zadaj, kjer je ogromno prostora, tale spredaj pa tokrat znata celo masirati in sta nastavljiva v vse možne smeri. Potem pa z vožnjo. A6 ima zračno vzmetenje, da je še bolj udoben, obenem pa ponuja kar dober občutek na volanu, pač vedno je jasno, kaj se dogaja pod vami. Celo tak je obuto 21-palčna platišča, ostaja pohlevno udoben kot kak tepih. Tudi zvočna zatesnjenost je vzorna, drugega itak nisem pričakoval. No, če vas zanimajo pa športne vrline, na nek način obvlada tudi to, se pravi, zračno vzmetenje. Lahko je hiter in precej dobro skriva svojo maso, zato vam v zavojih ne bo nenerodno, niti vas ne bo strah. Pomaga seveda štirikolesni pogon Quattro, pri katerem ta Audi ne sili več z nosom ven iz zavoja, kot so to počeli včasih, ampak je dokaj nevtralen. Pomaga tudi 3-litrski turbo dizel tamle spodaj, ima 210 kW, torej 286 konjev in 620 Nm/h, kar ni malo, v bistvu je ravno dovolj, da lahko do 100 pospeši v 5 sekundah in pol. V praksi pospeševanje ni brutalno, vsaj po občutku, ker je avto močno izoliran in precej velik, najbolj opaziš pri gledanju na merilnik hitrosti, ki pleza kot zmešan, ali pa pri kakšni kazni za prehitro vožnjo, če se boste prevečkrat pozabili. No, občutek ni takšen, kot bi te Tyson mahnil po gobcu, ampak kot bi te sumoborec rinil ven iz ringa. Manj nasilno, občuti pa se še kako. Tudi 8-stopenjski menjalnik je bliskovit, pri A7 in Q8 me je malo motil, ker je bilo srednje hitro skoraj nemogoče pospeševati, tukaj pa prav nič. Seveda so tudi ostali premijski predstavniki vrhunski. BMW-jeva petica je na primer za nianso bolj lahkotna in dinamična, če to iščete, na koncu pa vas bo itak prepričala pripadnost znamki. Tudi cene mu ne morem zameriti, je za pričakovati. Tale stane 120 €. Ne, pretiravam, samo 118 220 €. No, teh 220 € bi še nekako skupno kraspo, ne? Čakaj, imaš kaj za posojiti?